besedo. Lep pozdrav vsem, še tudi v imenu mene. Skratka, da se sploh povem, zakaj smo danes odločili sklicati novinarsko konferenco. In sicer smo v Slovenski demokratski mladini, podmladko SDS, zgroženi nad zadnjimi aktivnostmi slovenskih sindikatov, ki z blokado proračuna prepričujejo javnost, da Slovenija ni država parlamentarne demokracije, ampak je predvsem država sindikalne tiranije. Namreč sindikati z blokado proračuna zavirajo razvoj Slovenije, obenem pa tudi skrbijo, da Slovenija ne bo pravična ter mladim in gospodarstvu prijazna država. Nerazumna odločitev nekaterih sindikatov pomeni neposreden dvig stroškov in zamrznitev marsikaterih zelo pozitivno sprejetih ukrepov vlade v tem letu. Ukrep začasnega financiranja proračuna namreč pomeni izvajanje proračuna iz letošnjega leta po 12-tinah, ki bo ostal brez dodatnih razvojnih spodbud sprejetih v tem letu. Prvo bi se rad dotaknil sredstev za štipendije. V proračunu za leto 2014 so zagotovljena iz koncesijskih dajatev in iz integralnih proračunskih sredstev. Z zakonom o izvrševanju proračunov je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve določilo izvedbo določil zakona za uravnoteženje javnih financ, ki omogočajo koriščenje do zdaj zbranih koncesijskih sredstev ter tistih, ki bi jih še plačali koncesionarji. Tako bi v proračunu na začetku leta 2014 razpolagali z dodatnimi 50 milijoni evrov za štipendije ter na koncu leta 2014 še z dodatnimi 30 milijoni tekočih prilivov. In če se bo zakon o izvrševanju proračuna za leto 2014 in 2014 zamrznil oziroma ne bo sprejet, bo možno izplačevati samo štipendije iz integralnega proračuna, to pa pomeni, da bo dovolj sredstev za štipendije samo do meseca marca ali pa aprila. Sicer pa ima tudi zamrznitev proračuna druge slabe učinke, in sicer sofinancirani projekti, kot so Prvi izziv, Zaposli.ne in samozaposlovanje, ki zaposlujejo brezposelne osebe iz recimo ciljnih skupin, kot so mladi, težje zaposljivi posamezniki in starejši. Teh sredstev ne bo, saj se projekti financirajo iz evropskih sredstev, za katere pa vlada v naslednjem letu bistveno povečala vseh teh sredstev. Prav tako je pod velikim vprašanjem oziroma ne bo možno izpeljati projekta asistentka oziroma asistent bom. Pogodbena vrednost za naslednji 2 leti znaša 2,5 milijona evrov za vsako leto. Program pa med drugim zagotavlja zaposlitev 270 osebnim asistentom. Zaradi sindikalne referendumske zahteve ne bo tudi z amandmajem predvidenih dodatnih 23,7 milijona evrov za šolsko prehrano. Ob tem velja tudi omeniti zelo pozitivno sprejet ukrep subvencioniranega prevoza dijakov in študentov. Ta je do zdaj v bistvu v zadnjih mesecih povečal obseg oziroma tistih študentov in dijakov, ki koristijo javni prevoz, kar za enkrat, torej če je predtem uporabljalo to storitev 33 tisoč mladih, jo je danes uporablja 66 tisoč mladih. In tukaj imamo tudi eno tabelo, ki govori, da recimo prihranek na letni ravni za dijaka ali študenta, ki vključuje tudi brezplačno mestno vozovnico za mladega iz Celja, ki se pelje v Ljubljano nazaj, na letni ravni znaša 1130 evrov, nekoga, ki se pelje iz Novega mesta do Ljubljane in nazaj, pa znaša slabih 1500 evrov. Žal bo tudi zaradi financiranja po 12-tinah prišlo do sprememb na tem področju, saj Ministrstvo za infrastrukturo in prostor uporabilo vse možne notranje rezerve, da bi zagotovili kar se da nemoteno izvajanje tega projekta tudi v prihodnje, a žal bo vseeno prišlo do nekih sprememb. Združila se bo ta prvi in drugi razred oddaljenosti, tako bo mesečna vozovnica na razdalji do 90 km po novem stala 35 evrov, prej sta stali vozovnici 20 oziroma 30 evrov. Prav tako pa se bo cena vozovnice za 10 voženj, ki je doslej stala 15 evrov, dražja za 10 evrov na mesec. Sindikalno zahtevo za referendum na zakon o izvrševanju proračuna za leto 2014 pa bodo občutili tudi vsi zaposleni in seveda tudi uporabniki visokega šolstva in znanosti, ki bosta ostala skupaj v bistvu kar brez 42
milijonov evrov sredstev. Ob tem se seveda lahko tudi upravično vprašamo, kje je dr. Stanislav Pejovnik, kvazi prvi borec za znanost, šolstvo in pa pravice študentov, ko pa še na to ni rekel čisto nič. V zaključni fazi je tudi inovativna schema za doktorski študij za leto 2014, ki v primeru nezavrševanja proračuna ne bo potrjena. To pomeni, da bodo doktorski študentje te generacije ostali skupaj brez 7 milijonov evrov za štipendije, kar je pa seveda tudi mnogim doktorskim študentom edini vir prihodkov. Potrebno pa se seveda tudi veliko je govora o razvoju, investicijah. V bistvu se moramo zavedati, da se sami z neuveljavitvijo tega zakona zavestno odpovedujemo 500 milijonov evrov sredstev za gospodarski razvoj, saj so evropska sredstva trenutno edina sredstva za razvoj. V Slovenski demokratski mladini seveda opažamo, da Vlada Republike Slovenije vlaga v dogovore s sindikati in drugimi reprezentativnimi predstavniki v javnosti velike napore. Včasih se dogovorijo tudi z drugimi sindikati, s drugo zainteresirano javnostjo, celo z opozicijo. Ampak sindikati pa vidimo, da so ena blokada razvoja Slovenije. In recimo moramo omeniti, da sindikati povprečna bruto plača znaša 2414 evrov bruto, ob tem pa tudi moramo omeniti, da je SVIZ, torej Štrukljev sindikat, bolj donosen kot gospodarska oziroma družba Krka, se lahko upravičeno vprašamo, s kakimi nameni to sploh delajo in zakaj. Sindikate zato tudi pozivamo, da sami prispevajo svoje predloge za izhod iz krize, glede na njihove dohodke pa predlagamo, da tudi sami pripravijo predloge, ki bodo sledili temu, čemu bi naj v osnovi sledili, torej blagini delavcev in prebivalstva Slovenije. Ugotovimo torej lahko, da je Slovenija talec sindikalnega gibanja, kateremu vladajo stare elite in lobiji. Slovenija je res talec sindikalne tiranije. Ob tem pa bi radi dodali, da politika in strokovna javnost ne podpirata referenduma na zakon o izvrševanju proračuna. In vkolikor bo o tem odločalo tudi Ustavno sodišče, upamo, da bo Ustavno sodišče odločilo v prid ljudstva, ter ne v prid bogatih kvazi borcev za ljudstvo.